Vsem ženskam čestitam za praznik. Naj to ostane dan, ko pričakujemo, da nas bližnji razveselijo s kakšnim cvetom in z ljubeznivejšimi pozornostmi. Preprosto zato, ker smo ženske. Običajno nežnejši, potrpežljivejši pol človeškega sveta. Hkrati pa naj bo to dan, ki nas spominja in opominja na potrebno žensko odločnost ter ukrepanje. Čas poglobljene krize namreč kar kriči v opozorilu na spet večjo ogroženost žensk. In tudi današnji 8. marec naj bo poleg podarjenih cvetov, ki simbolizirajo boljšo kakovost življenja, izpostavljen tudi kot priložnost, da ženske glasneje opozorimo na svoj položaj in zahtevamo tudi ekonomsko varnost. Z razvojem in poglabljanjem finančno-gospodarskih težav ženske namreč vse globje in trajneje čutimo prizadetost zaradi posledic krize, postajamo glavne žrtve varčevalnih ukrepov, spet poglobljenih stereotipov, dohodkovnih razlik med spoloma ter neusklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Brezposelnost žensk narašča hitreje kot moških, čeprav študije dokazujejo, da ženske premoremo veliko kakovostnih značilnosti za vodenje, se bolje izogibamo tveganjem in v večji meri iščemo dolgoročne rešitve. Razsežnost spolov je potrebno vključiti v vse politike, tudi za premagovanje krize in omejitev njenih učinkov. Zato službo za enake možnosti in evropsko koordinacijo pozivam, naj pripravi študijo o vplivu krize na ženske v Sloveniji, v kateri bo preučila takojšnje in dolgoročne učinke gospodarske krize na ženske. Ali kriza pri nas še dodatno povečuje neenakost spolov ter s tem povezane posledice, kot so večja nevarnost seksističnega nasilja, slabšanje zdravja mater in otrok ter revščina med starejšimi ženskami in kako se to odraža v naši družbi.